Živijo. Sva Klara in Klemen in v zadnje, pol leta, nekaj takega, sva renovirala stanovanje. Nisva renovirala čisto vse in sicer kuhne, kopalnice pa hodnika se nisva niti dotaknila. Pravilno. Pa tudi imamo 2 balkona, tako da tudi tega, pač nismo šli v tu, ampak smo pa vse ostalo se lotili. In danes bi vam v vlogu predstavila, kaj sva naredila, izdelala, spremenila, kje so plusi, minusi, minusov sploh ni in tako naprej. Živijo v stanovanju, ki je veliko 60 kvadratov in je duplex, to pomeni, da ima spodnji in zgornji štuk, to je ena taka posebnost. In daj povej, kako sva se lotila priprave na prenovo? Priprave je bilo kar dosti, ker nisva hotela imeti istih problemov kot s kombijem. Drugo prenovo, kombi naprimer. Tako da to je ful pomagalo. Pred pripravo sem mislila še reči, da sva vključila Tonko, notranjo oblikovalko, ki nama je tudi renderje zrisala. Zunanje mnenje. Kar je ful dobro bilo zunanje mnenje, ker nam je tudi rešila enih, po mojem, odločitev, ki bi jih pol kasneje obžalovala. Drugač, od večjih stvari sva recimo menjala vsa okna in balkonska vrata in to je bila ena velika pridobitev. Tu sva naročila pri Marlesu, ker sva pač hotela lesena in na koncu je bila pač top odločitev, tako da to je bila kar velik projekt. Pol en izmed takih projektov, ki ga nisva delala. Polovico prenove po finančno so bila okna, vse ostalo smo uspela pa narediti za preostanek. Pa ena taka stvar, ki nisva delala sama, je bilo še brušenje parketa. Tu ni bilo prvotno v planu, ampak pol, ko smo bili že tu v tej prenovi, sva bila tako pač obžalovala bova kasneje, če ne bova zdaj, ko je že itak vse razmetano in tako, se potrudila in to naredila. Tako da tu. In pa še majstri so prišli, tretja stvar, za katero so prišli majstri, je bilo zgornje strešno okno, ki ga boste videli, zbrala sva pa pač neko klasično Velux. Zdaj pa predlagam, da začnemo kar z zgornjim štukom, ki je bil v bistvu cel prenovljen in pojmo kar gor. Začnimo na začetku. In sicer tukaj gor se je januarja vse skupaj začelo s tole loputico na podstrešje, ki jo je naredil Klemen. Namreč želela sva izolirati. Da vidite, da je res, da ni AI. Želela sva izolirati celo to podstrešje in je ful boljše od takrat, tako da tako se je začelo. Potem pa zelo kmalu je prišla na vrsto tale walk-in closet oziroma pohodna omara, še zdaj ne vem, kako se to v slovenščini reče. Prej so bile noter masivne, velike, ogromne omare, ker so bile, v bistvu zasedle so ful prostora, bile so pa zelo neuporabne in sva jih potem podarila. Kar sva naredila je tudi, da ta stena je že bila, to steno sva pa naredila. Katero? To, tle. Povej, kaj si naredila. Za vami je pa narejena stena z obokom. Ja, to je narejeno iz mavčnih plošč, pa v bistvu take konstrukcije. Sva takrat posnela tudi zelo podroben vlog, kako se to naredi, tako da jaz bom vse spodaj, milijon bo teh videov še, bom vse spodaj v opis tega videa vam dala povezave in si lahko pogledate dodatno, ker pač ja, če bi hotela vse zdaj še enkrat razlagati, bi bil to 3 ure dolg vlog. Odločila sva se potem še, da dava te zelene zavesice, plusi te sobice. Tu, da imava zdaj zelo lično zložena oblačila in da je prav... To je pa tale viseč, to bi tudi na tej strani bilo. To je res, to je epik. Epik. Bolj je pregledno, takoj vse vidiš, pa zlagati hitreje, tako. Poskusi vse pospravljeno. Sploh nikoli ne bi še več na omaru, recimo, to je moje mnenje. In pa za konec še najboljša stvar. Kje pa muska? Požala muska, zdaj muska. Muska. 3, 4, vse. Hečki. Regale sva kupila v Ikei, neobdelane, v bistvu ti regali so namenjeni za shrambe, ampak so se nama zdaj v bistvu idealni za to neko najino vizijo. Pa sva jih pa pobarvala na tako, kakšna je bila, Klemen? Jantar, barva, bor, tako da ima malo rdečkastega pridiha. In smo pri postelji. Pri postelji smo. Največ je vzelo časa narediti lesen pač okvir
Najkrajši pa najbolj zanimivo je bilo pa šraufati te lučke pa tale sončni zahod narisati. Posla je bila prej čist druge in sicer tanka je zdaj pisarna in ko se je ta prenova začela po spletu na ključi, sva neki poslo premikala in sem jaz bila tako zakvana, je bila posla tle, ker je zdaj veliko boljši izkoristek tega zgornjega štuka. Tako da poslo sva začasno tisto staro premaknila, sva videla, da nam ustreza in potem sva... Kaj je bilo to? Dajmo poslo sem. In sva tudi testirala. Morala probati, tako si bila, ful si bila in pa sem bil sploh ne bomo porekal in smo prišla do tega in se ful strinjal, vredno je bilo probati, tako da boljši vlac. Ja, pa v bistvu sva že na začetku, ko se je planirala prenova, sva vedela, da posle ne bo obdržala tiste stare, ampak si je Klemen zadal kot projekt. Dobro, postilja. Kako smo jo naredila? Ja, sej tudi tu je pač video, kako smo jo naredila, ampak kaj je bila ideja? Ideja je bila, hotel sem, da je bolj ovalna, da ni takih ostrih robov pa to, nek tak stil, ne vem, Pinterest smo takrat zalapala in smo kombinacijo ene dveh poslov, ki so rekla, ta je lepa pa ta, smo nekako skupaj združila in pa sem doma les poiskal, pa razžagal, nabrusil, pobarval, zdaj pa že leživa gor. Pač noro. Še storič. Ja, v bistvu ja, posebnost. Pri mehkih stanovanjih moraš zmeraj razmišljati, kako bi še v eno stvar, kako bi več funkcij upravljala. In pri posli smo ugotovila, da bi bilo ful dobro, da je storič, spodaj so razhrambeni, prost. Shranjevanje. Se pravi, prostor za shranjevanje in sva pač kupila mehanizme, to je bilo tam 200 €, tako. Tu ful prispeva k temu, da jaz imam veliko te neke bulky opreme, v smislu nekih luči, pa softboxov in tripodov in tu je res taka ogromna oprema, ki pač je nisem imela prej kam dati in sem jo vedno v neki omari imela, ful je bilo nepregledno in zdaj je tu zelo pregledno in zelo fajn. Ena posebnost spalnice je pa še tu, da se nismo odločila za ta headboard, torej ta naslonjalo za glavo, ampak smo v bistvu za pralno barvo zarisala ta krog. Najprej je bil plan, tako tudi v renderjih, ko smo se s Tomko pogovarjali, bo, ja, taka dark orange, tako. Ampak ko smo kupila barvo pa namazala, smo videli, da je ful živo oranžna, ampak v bistvu nama zdaj ful vibe, tako da... Če nama ne bi pač vzela novo pa prebarvala, ampak smo pač tako, počakali si, da se poslušali. Pač zdaj nama je top. Tako da to. Drugač pa, če vas zanima, torej posla je narejena, mehanizem je iz ene firme slovenske, bom napisala, jogi je v bistvu kupljen iz druge roke, že nekaj časa nazaj, posteljnina Ikea, rjuhe Maremiko, imate kodo Klara10, če jih boste kupali, zelo dobre rjuhe. Lučke, nisem ponosna na to rečem, ampak tam so nama bile najlepše, s tem, da sva delala po mojem 14 dni research iz Temuja. Kitajci. In pa še tle sem si je želela dati eno tako leseno skrinjo, ampak sem vesela, da sem si premislila. Tu sva dala zdaj, bi rekla, bolj začasno, ker sva že imela doma to nočno omarico, ki je drugače iz Ikeje. V prihodnosti ima pa Klemen plan narediti tle tako visečo in bo tle sem ena rožica in bo ful tak clean space. Sva Klara in Klemen in delava od doma. Večina časa, mislim, če delava. Tu je bila vedno do zdaj ful pomanjkljivost, ker imela sva vedno živela za eno pisalno mizo pa z 2 stoli. Včasih še z 2 stoli, ne? In zdaj je bilo jasno, to spremembo treba narediti. 2 mizi, 2 monitorja, 2 delovna prostora. Če ima on razmetano, da jaz ne rabim imeti in obratno. To je bil kar problem, ja. Zdaj dejansko ne morava prelagati odgovornosti. Ja, tako. Ja, pred, ko smo poslo tam premaknila, so rekli, čez celo bo pisarna, da pa ustvarjalni kotiček tudi tako. Ne rabite si predstavljati, da je kao tu tipkovnica, monitor, pa ga skozi nažigamo, ampak tu umakneš in pol tle delaš. Pač nek arts and crafts, ja, jaz risne. Ti si že, no Klara, jaz prosim za igranje igric porabil. Mama pa v bistvu ti stoli so iz Ikeje, en je iz druge roke, en je bil kupljen nov, ker so nama ful dobri. Ta miza je bila kupljena 2 leti nazaj iz Ikeje, je dvižna, si jo je Klemen želel. Jaz sem to najdla na njuškalo.hr, ista v bistvu bekant miza, iste nogice sem v L-je, kar je ful dober tam izkoristek in direkt se prilega. Predalniki so Ikeja, pa tu je Ikeja. So nama bili ful všeč.
Tako da v pisarni zdaj ni neki full ekstra, tudi pač prebelili smo, ok, pa pač lepo je. Tle gor sem jaz mislila, da bodo kakšne poličke ali pa kaj, ampak zaenkrat ne razmišljava v tej... Vse je v redu, ko si utrujen. Ne razmišljava zaenkrat v tej smeri, ki boste videli, tamle je fotostena, ki je... In nočeva tako vsake stene zapolniti z nečem. Se mi zdi, da pač morajo stvari dihati, tako da ni napreč natlačeno. Definitivno, največja pridobitev je pa strešno okno. Tu sem si jaz zamislila in sem tako, če vse drugo ne rata, strešno okno more ratati. Pač strešno okno pač rabimo. Pač vi povejte, kaj ni čist drugo. Kako da gledate drug prostor, zdaj že tema ratuje, ampak tlele, ko sonček po svet noter, to je... Za rožice tudi. Za rožice. Pa za najo. Za najo in za rožice. Ja. Še kaj glede pisarne? Aha, tule sva iz druge roke, tu je še moja iz otroštva. Kramarija Jesenice. Kramarija Jesenice. Place to be. Tako, mogoče bi vam sem pokazala, Klemen, če se tamle postaviš, ko boš moja hostesa. Kam? Hostesa, dajte hostesati. Tle pokažite zadaj. Tle so bile neke ideje, nekih poličk, ampak zaenkrat mislim, da nič od tega ne bo, ker pač enostavno ne rabimo. Zdaj bomo tako malo nekaj časa živeli tako, kot je. Ajde, gremo na fotosteno. In smo že pri, po moji najljubši. Ja, tle sem pa jaz imel hotel imeti malo zraven, ampak si ti tako pošala, da... Si imel veliko zraven? Ja, na koncu sem mogel to narediti, pač kva ti ni jasno. Misliš, naredila sva? Ja, naredila sva. No, pač ti si bolj idejo imela in pa si vztrajala, tu hočem, točno tle, milijon slik, poličke, pa sem jaz vsaj poličke rekel, ker se mi je zdelo, da nočem videti le samo ene slike. Ne, pa poličke sem tudi jaz tako previdno ti predstavila, pa ti je bilo dejansko zanimivo. Torej, kar vidimo, je fotostena. Večina okvirov je iz še mojega otroštva ali pa so podarjeni. Tukaj so zbrani najini lepi, tudi kakšni nelepi spomini, najino življenje. Poleg teh slik in ilustracij, nekatere pač so tako tudi darilo od kakšnih umetnikov in jih res oba ful cenva, sem si pa jaz zamislila še poličke. Da ne bo to sem fotostena, ampak bo razgibana fotostena. Tako da imamo prvo mičkeno poličko za rožico in imamo drugo, kjer pa je najpomembnejši del in to ste lahko videli v prejšnjem vlogu, kako je Klemen to naredil in to je najin oltarček. In tu bo v mojem takole ostalo in povejte, kako se vam zdi. Mogoče bomo še kaj dodali. Au. Ja, Danilo manjka še na sliki, tlede ne. Ja, dej. No, mene pa Danilo, tam moram pa še tlede prbet. Prej je bila tukaj luknja, zato da je bilo pač, ne vem, zaradi stopnica nekaj, ampak smo imeli tako odkrila, da se to lahko zakrije in bo še zmer se dalo po stopnicah hoditi in smo dobila več površine. In tukaj pa že malo vidite ograjo prebarveno. Ograjo smo v bistvu polne zdaj v diagonali, prej pa če si predstavljate vse tu, kar je rob, je v bistvu bila ograja in je bil tako luknja. Pa povedeš še lahko, s čim sva zapolnila? Pa kaj smo še delali? Povej, Klemen. Povej, Klemen. Povej. No in to luknjo spodaj smo dali za nosilnost les, povrh lesa pa te ploščice položila. Kar sik. No zdaj pa, ko smo že glih na ograji slonič, bomo pa še kaj o ograji povedali. Ograjo smo uporabila obstoječo, smo sem rahlo spremenila layout in zdaj izbrala sva tako barvo, ko niti nisva vedela, da jo bova izbrala, ampak ko smo barvala, smo kar rekla, tako bo in nam je najbolj všeč. Nazarensko. Ja, in ful je dobro občutek, kadar si misliš sprot, ko barvaš, da ne bo dobro in pol da rata ful dobro in čez 2 dni si tako, to je najboljš izbrana barva, najbolj smiselno in
Smo zdaj ponosna lastnika Bele, sem rekel, ograje. Spodaj bova pa še pokazala, kako je v bistvu Klemen zožil stopnišče. Ja. Preden pa to storimo, bi vam pokazala še, vidite malo pajčevno obriš. Tule je gospa Lučka iz druge roke, iz Kramarije Jesenice. A ni huda? Čudovita reč. Hrastnik. Torej, kar se tiče spodnjega, Klemen je zelo utrujen, jaz pa tudi. Kar se tiče spodnjega štuka, je pa največja sprememba bila v dnevni sobi in sicer zamenjala sva kavč. Tule sva v bistvu ga dobila v sodelovanju z favi.si, drugače iz Bonami, ime mu je Quinoa. Spodaj imamo tepih, ki je iz druge roke, mizica je iz Ikeje, sva jo imela že prej. In pa v bistvu so štenge zdaj zožene in pa spodaj je Klemen naredil shranjevalni prostor. Bi kaj o tem povedal? Spet isto, majhno stanovanje, dve večnamembnosti, možda zajemno stvar. Štenge so tudi, da gor hodiš, pa dol, pa da je storič spodaj. Pa da lepo izgleda. Tamle imamo še dve stvari, ki si jih ti naredil. To je cute as fuck. Pač, kako rečijo. Polička za nakavč, za magnetni. 6-7. Na to sem pa zelo ponosen, lušno je bilo tudi delati. In to je takle pladenček. In gor polnimo telefon in kavica. Zjutraj pride kavica tlele. In pa še lebdeča polička. Tako, bling bling. Takole. Takole. Rožica, tu sem si ful hotel, tu je bil tak ful lep eksperiment. Sem luknjo zvrtal in sem hotel, da tako počepne noter. Rožo si pa ti izbrala danes. Ja. Kaj? Še ena pridobitev v dnevni sobi je pa definitivno naslonjač, oziroma ta nek oblazinjen stol, ki smo ga tudi v Kramariji posvojila. Prej smo imela en full lušen fotelj, nisva ga dala strani v majhni hiški, ampak je bil nekako preglomazen za to stanovanje, tako da zdaj imava tu. Čaka pa sem še... Fojterček. Pokazala vam bom zdaj še pokrivce jedilnice z enim dodatkom, ki pač je noro lep, tako da povejte, kako se vam zdi. Ampak zdaj pa nekako prihajamo do konca tega videa. Bi mogoče za zaključek sem povedala, da ta prenova je bila full fajn, ker je bila premišljena in načrtovana. Prišla najo je okrog 12.000 evrov. Cerka, pač kakor sva si zapisovala, zihar pač plus minus, kakšne 100 evrov. Na konec bi sem še omenila, kaj je bilo narejenega, pa je očem nevidno. In sicer od nekih majhnih detajlov, recimo magnetno stojalo je še Klemen delat, veliko elektrike je Klemen sam napeljeval, tu so bili tudi neki trenutki, ko je vzelo ful časa. Zdi se mi, da sva kar veliko časa dala nekim detajlom, ker navzven pač je sem lepo, ampak če hočeš ti narediti disko kroglo, ki se hkrati premika, pa jo še laserček obsvetljuje, že tu vzame nekaj časa. Ti ovalni robovi na stenah. Ja, v bistvu večina teh oken in tudi sten ima zaobljene robove, kar je ful lepo in ful tako, se mi zdi, da neko piko na i. Kar pa najo še čaka, lahko pa ti poveš, kaj imava sem še par stvari za dokončati. Jaz ponovno seznam pogledam. Zunanja špaleta, tam kjer smo delali izreze pri oknih, je treba pač fasadni del, rolo za tam to malo okno, radiator, tukaj nogice narediti za radiator. Ker bova imela tak premičen radiator, ki je že prej bil not električen in se nama zdi brez veze, ker v bistvu pač kuriš in ga pol poledaš stran. Operacija, ja. Pač par še nekih malenkosti, kot so neke lajščice pa tu. Tako da to je to, povejte, kako se vam zdi, če se vam zdi to tako amazing kot nama. Ja, mislim, jaz bi pa, moj razlog je pa zakaj smo posnela je, da koga spodbudi, ker se da narediti, sem pa res tako delati, ker se vam bo dalo. Medve smo že med pripravo se tako odločila, to bo zdaj hoče to narediti in naredila bo. Tudi težko bo, ne. Ja, tako in, ampak narediš in pa imaš in zdaj uporabljava in smo zadovoljni. In je ful lepo. Tako da se ful veselim snemati vloge v tem prenovljenem stanovanju. Hvala tudi, da ste bili na tej poti z nama. In ja, vesela bova vseh vaših komentarjev spodaj. Ja, napišite. Pa če sva kaj pozabila, napišite. Bye. Jaz že vem, kako bom živ, se moram več pač. Kako pa boš?